Po naših izkušnjah so glavni razlog za kronične težave, bolečine in bolezni pri ljudeh ravno neučinkoviti odnosi in kronična nezmožnost, da oseba lahko primerno rešuje probleme. Oziroma, da se vede kot odrasla oseba, kar po IQ definiciji pomeni, da več problemov uredi kot naredi. In če hočemo več problemov urediti kot narediti, je to izjemno težko oziroma dolgoročno nemogoče narediti sam. Zato je potrebno biti v učinkovitih odnosih z drugimi ljudmi. In pri vseh strankah, ki sem jih imel skozi leta, je bilo vidno, da imajo na določenem področju svojega življenja kronično neučinkovitost urejanja problemov ravno zaradi neurejenih odnosov. Nisi bo to partnerski odnos, starševski odnos, odnos do svojih staršev ali do drugih ljudi, tako v podjetništvu, kot v poslovnih odnosih, kot v službah in tako naprej. Zato so IQ odnosi izjemno pomembna veja samega IQ pristopa, ki proučuje in uči, kakšna pravila, principi, zakoni veljajo med ali v medčloveških odnosih in kaj se zgodi, če so ti odnosi bolj učinkoviti in kaj se zgodi, če so ti odnosi manj učinkoviti. Hkrati razlaga tudi, zakaj je v preteklosti bilo drugače in zakaj so bili v bistvu medčloveški odnosi takrat običajno zelo slabi oziroma bili prilagojeni ali pa usmerjeni predvsem v preživetje. Posledično smo v bistvu zelo dvignili tehnološko zrelost, zelo smo dvignili materialno zrelost, hkrati smo pa močno zaostali v čustveni zrelosti, kar se je seveda tudi potem poznalo v obliki partnerskih odnosov, ki so v bistvu ostali lahko enaki, po funkciji enaki kot v preteklosti. Hkrati se je pa vpliv družbe ali pa pritisk družbe, pritisk okolja, pritisk medosebnih odnosov, pravil in navad močno spremenil. Zaradi tega je danes v bistvu izjemno malo učinkovitih partnerskih odnosov, ki pa so na žalost tisti osnovni odnos, v katerem se ustvarjajo potem primerni pogoji za kvalitetne starševske odnose in vse ostale odnose, v katerih človek deluje. Ali pa, če je neučinkovit ali ima odpor do njih, slabe izkušnje z njimi, se jih izogiba. Tako da se pri IQ odnosih primarno ukvarjamo z različnimi področji medčloveških odnosov. Generalno najbolj uporabljamo 3, se pravi partnerski odnos, odnos do mladoletnega otroka in odnos do odraslega otroka, z vidika starša doraslega otroka ali pa seveda tudi, kako se odrasli otrok obnaša ali vede do staršev. IQ odnose uporabljamo tudi za urejevanje ali pa pomoč pri odpravi ali omilitvi ali ustavitvi kroničnih stanj, kroničnih bolezni pri mladoletnih otrocih, ki so vedno povezane s starševskim in partnerskim odnosom. Izjemno pomemben del IQ odnosov je tudi obstoj čustvenega incesta, ki je zelo pogost in v bistvu zelo močno vpliva na razvoj senzorno-motorne amnezije pri otroku, ki je v čustvenem incestu s staršem, kar seveda potem za sabo potegne celo paleto težav, ki se vsako leto, vsak mesec povečujejo in v bistvu tem otroku, ko odrašča in potem tudi, ko je odrasel, onemogočajo primerno kvaliteten partnerski odnos in potem posledično negativno vplivajo tako na starševski odnos kot na odnose na drugih področjih ter vodijo v vedno večjo verjetnost in vedno močnejše odvisnosti, tako kemične kot nekemične. Hvala lepa.